Eden od pobudnikov za ustanovitev Društva prijateljev petja Anton Fink letos praznuje 40-letje delovanja na področju glasbe in dela z različnimi pevskimi zbori. S tem koncertom v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine so 4 pevski zbori obeležili ta visoki jubilej priznanega glasbenega pedagoga in zborovodje. Ja, prvi zbor je bil iz Dolenjskih Toplic, ki sem ga jaz ustanovil pred 40 leti, smo preč nastopili. To je bil, potem smo imeli še mešani zbor v Dolenjskih Toplicah. No, pred 5 leti sem začel z novim zborom, to je Ton Akord, ki so fanti, ki so peli že prej pri drugih zborih in so se vključili ta zbor. Pred 7 leti sem začel pa še z ljudskimi pevci iz Vrhpolja. Smo prišli tako skupaj slučajno, pa se rekli, kaj če bi malo pomagal, sem rekel, dobro, vidim, da ste zagnani, družabni, dobri pevci, radi pojejo, radi se družijo in radi imate stare ljudske pesmi, ki so doma v Šentjernejski dolini, pa mogoče še kje drugje. Kako pa se spominja svojih glasbenih začetkov? Jaz sem bil takrat mlad, pa neumen, zdaj pa, ko rekel, sem še in. To je bilo takrat polno čisto drugačno razpoloženje, takrat v istem času. Je bilo kulturno dogajanje, je bilo kar predvsem na višku, proslav je bilo ogromno takrat, moramo reči, zdaj jih je čedalje manj praznujemo. Takrat smo praznovali, vsak mesec smo kaj imeli in je bila potreba po petju. Moško petje je bilo pa zmerno zanimivo, ker so glasovi malo drugačni kot pomešani zbori. Tako da mi je to vedno pritegnilo, ljudsko petje, pravzaprav potem pa moško petje in s tem sem je začel pred 40 leti. No in točno 40 let in 11 dni je minilo od prvega uradnega nastopa in tudi tista pesem, ki bomo danes prvo zapeli, bo ravno tako kot pred 40 leti. Najdaljšo tradicijo med predstavljenimi zbori pa ima moški pevski zbor Max Henigman z letnico ustanovitve 1971. V našem zboru bi lahko veliko povedal, ampak najbolj bo povedala pa tale knjiga, ki smo jo izdali s pomočjo profesora Toneta Finka. Drugi del sem pa jaz zabeležil, kar se je dogajalo pomembnega v zboru. Tako da, če bi hotel najbolj natančno povedati, bi moral to prebrati. Imeli smo zelo veliko nastopov, nažalost tudi pogrebov, seveda, to spada pač v življenje zraven, ampak če računate, da smo imeli v 15 letih okrog 450 nastopov, imamo že nekaj pokazati. Ta knjiga je plod 40-letnega dela, moram reči, da je gospod Čibej se ogromno trudil, on je to beležil, jaz nisem bil tako natančen. Začel sem sicer jaz, vendar nisem bil tako dosleden kot on. No, je pa to res krasen dokument časa, kje smo nastopili, katere pesmi smo peli in kdo je pel. Neverjetno je to res dokument 40-letnega dela. V vsem tem času je zbor obiskal že marsikateri kraj. Peli smo sicer v domačem kraju največ, ampak tudi v okoliških vaseh in celo gostovali smo v Železni Kapli s spevo igro, nekaka opereta, Mini Kovačev študent. To se nam je zdelo, da je bilo skoraj pika na i, glede na to, da je bilo to igrano petje, kot tako. Na koncertu s pesmijo Pomlad so gostje predstavili raznovrsten glasbeni program. Ti pevci iz Dolenjskih Toplic bodo zapeli 6 pesmi, potem se povabil še topliški pevski zbor, mešani zbor, ker so domačini, no potem je moj zbor, Ton Akord in še ljudski pevci in na koncu bomo zapeli skupaj ob glasbeni spremljavi še odlomek iz opere Nabucco. Zborovstvo ima sicer v Sloveniji že zelo dolgo in zavidljivo tradicijo. Naprimer tako, kvaliteta je gotovo boljše, kot je bilo včasih, pevci bolj šolani, kot smo mi takrat bili, potem zborovodje tudi imajo boljšo izobrazbo, kot smo imeli mi takrat, ker smo začeli bolj iz navdušene, kot iz kvalitete. Res pa je, da niso več tako povezani pevci, kot so bili včasih. Včasih smo komaj čakali, da smo se dobili na vajah, da smo potem nastopali. Danes pa vidim, da proslav ni, to se pravi, pevci malo nastopajo in še koncerti, kadar so bolj malo obiskani, tako da je čas slab. To se vidi tudi na srečanju na pevskem taboru v Šentvidu, ker je zelo malo pevskih zborov. Kaj pa sicer naš sogovornik najraje poje? Ja, jaz imam najraje ljubezenske pesmi, nostalgije, pa domoljubne tudi, seveda, drugače pa všeč mi je moško petje, to moram reči. Ženske rad gledam, pa ljubim, moške pa poslušam.